Gospo Marijo Mrak vsi poznajo pod imenom Marica, živi v dolini Trebuši. Za dolgoletno prostovoljno delo na humanitarnem področju je prejela zlati znak Rdečega križa. Aktivnejšo vlogo pri tem delovanju je prevzela leta 1983. Prevzela sem takrat predsedstvo in to nadaljevala 25 let. Veliko se je bilo treba učiti, izpopolnjevati in kar organizacija zahteva od nas. In jaz sem z veseljem to delala, ker sem bila tudi že poprej vklopljena v odbor in sem delala že prej v odboru Rdečega križa, tako da sem že veliko vedela o tem, ki od nas zahtevajo. In sem z veseljem na to sprejela in mislim, da sem veliko pripomogla k temu, da organizacija neprekinjeno deluje od 47 leta. Pred 25 leti je bilo delovanje na področju humanitarnosti in prostovoljstva precej drugačno kot danes. Vse je bilo treba priti do človeka, prinesti človeku, povprašati, ker le tista osebni pogovor, tisti je nekaj vreden. V današnjih časih je pa mobilnost. Samo nažalost smo starejši bolj slabo s tem. Mi nismo izobraženi mobilno. No. Pogovori po telefonu so pa kar pogosti, potrebni in tudi dobrodošli. Koliko je danes v dolini Trebuši članov Rdečega križa? Mi imamo od recimo 280 ljudi, 120 članov. Lepa številka, kar pa marsikje tega ni več. Niti ne deluje več organizacija. Ne. Pri nas pa še, hvala Bogu, še deluje in tudi uspešno. Za pomoč sočloveku si je treba vzeti čas in priti do vsakogar. Enkrat letno poobiščemo vsakega člana in s tem tudi pridobivamo nove člane in tam vidimo vse razmere. Je še zmeraj tabu ta, bom rekla, pomanjkanje raznih potreb, ki imajo ljudje, pa se ne znajo spomagati. In če mu svetuješ, pa da ga nagovoriš, marsikoga privlači to in se rad udeleži. Tudi srečanje starejših. Smo imeli mi organizirano, kdor ni mogel priti, smo imeli ljudi, da so jih šli iskati na dom in lepo pripeljali domov. Imam ena taka zadoščenje samo sebi, da se to lahko opravlja. No. Se je kdaj kakšen od sokrajanov znašel tudi v res težki situaciji? Imela sem pa v mojem mandatu tudi požar in smo hitro skočili z območno združenje skupaj. Na podlagi položnic zbrali 1500, ne morem se spomniti, kišni je bil takrat denar, ker tam sta bila recimo starši od spod in na vrhu je bila družina s sinom, sinova družina, tako da smo njim podelili pol in pol in so hišo lepo sami obnovili. Gospa Marija je velikokrat uporabila besedi mi in smo. Kdo se skriva za tema dvema besedama? To so naši prostovoljci, ki delajo s srcem, sosedje teh ostarelih. To je že pravi prostovoljc, ker zmeraj skrbimo, če se pokadi zraufenkal, se napokadi in potem si že v skrbeh, a je ki narobe ali ki. Jaz mislim, da je živo. No, pri nas je živ Rdeči križ. Občinska nagrada je prišla nepričakovano, ima pa ne le oseben, ampak širši pomen. Ja, jaz se iskreno zahvaljujem v svojem imenu in v imenu članov naše organizacije, da še delujemo in obljubljamo, da bomo delovali še naprej, kolikor bo v naši moči.